Dne 24. marca 1668 je kraljica Portugalske, Marija Frančiška Savojska, se ločila od svojega moža, kralja Afonza VI. Samo 9 dni kasneje se je poročila z njegovim mlajšim bratom Domom Pedrom, moškim, ki je pravkar s palačnim udarom strmoglavil kralja. To je bil eden najbolj šokantnih kraljevskih škandalov 17. stoletja. Toda kdo je bila ženska, ki je postala kraljica Portugalske dvakrat, kot žena dveh različnih kraljev? Ženska, ki je dvakrat postala kraljica Portugalske, se je rodila kot Marie-Françoise Elisabeth v Parizu 21. junija 1646. Bila je druga preživela hči Karla Amadeja Savojskega, vojvode Nemurskega, in Elisabeth de Bourbon-Vendôme, vnukinja kralja Henrika IV. Francoskega. Od njunih 5 otrok sta odraslost dosegli le 2. Marie-Françoise, kasneje znana kot Marija Francisca, in njena starejša sestra Marie-Jeanne Baptiste. Leta 1652, ko je bila Marija Francisca še majhen otrok, je njeno družino doletela tragedija. Njen oče se je zapletel v hud spor s svojim svakom, Françoisom de Vendômejem, vojvodo Beaufortskim, zaradi vojvodine Châtillon. Spor je dosegel vrhunec v dvoboju na konjskem sejmu v Parizu 30. julija 1652, kjer je bil Charles Amadeus ubit pri komaj 28 letih. Njegova smrt je Marijo pustila brez očeta in globoko spremenila potek njenega zgodnega življenja. Po moževi smrti se je Marija odločila umakniti v samostan Fontevraud. Marija in njena starejša sestra sta tam preživeli večino svojega otroštva, kjer so Marijo vzgajale nune. Kljub preprosti vzgoji je Marija tukaj prejela dobro izobrazbo. V odraslih letih pa je pisala poezijo, s sestro pa sta ostali politično pomembni kot hčerki pokojnega vojvode Nemurskega. Sčasoma se je njuna mati odločila zapustiti Opatijo in družina se je vrnila v Pariz. Tam jih je čakal nov izziv. Ker hiša Nemur ni imela neposrednega moškega dediča, je vprašanje, koga se bosta Marija in njena sestra poročili, postalo več kot le družinska zadeva. Postalo je politični plen, ki bo oblikovala njuno prihodnost in pritegnila pozornost najmočnejših evropskih dvorov. Marijina mati je bila odločena, da bo vsaj eno od svojih hčera poročila v višje plemstvo Savoje, vojvodine, ki je ležala na meji med današnjo Francijo in Italijo. Sestri sta tja odpotovali leta 1659, vendar pogajanja vojvode Karla Emanuela II. Niso napredovala in 4 leta kasneje se je poročil s sestrično francoskega kralja Ludvika XIV. Marijina starejša sestra je bila do takrat že poročena, saj so jo poročili s Karlom, vojvodo Lotarinškega, največjim gospodom pokrajine ob današnji meji med Francijo in Nemčijo. Zanimivo je, da je vojvoda Lotarinški kmalu zavrnil priznanje zveze in ta je bila hitro razveljavljena. Vzporedni načrt, da bi Marijo poročili s Karlom Henrikom, vojvodo Audomonta, pa ni obrodil sadov. Leta 1664 je Marijina mati umrla pri 49 letih. Nato pa je odgovornost za pogajanja o morebitni poroki prevzel njen prastric, Cezar d'Estres, škof Laona in bodoči kardinal. Kmalu je vzbudil zanimanje portugalskega dvora, kjer je bil kralj od leta 1656 Afonz VI, ki je bil le 3 leta starejši od Marije, še vedno neporočen. Za Portugalce pa Marija Frančiška ni bila njihova prva izbira. Markiz de Sade je bil prej poslan, da bi se pogajal za roko Mademoiselle de Montpensier, sestrične Ludvika XIV., ki pa je zavrnila. Šele nato, po nadaljnjih pogovorih sredi 60 let 17. stoletja, je bila Marija izbrana za bodočo nevesto Afonza VI. Marijina poročna pogodba je bila podpisana v Parizu 24. februarja leta 1666. Pogoji pogodbe so bili zanjo zelo ugodni. Zagotovila bi doto v višini 600.000 skudov, ki je bila namerno postavljena visoko, da bi poudarila ugled hiš Nemur in Vendôme v primerjavi s portugalsko krono. Vendar bi bila ta vsota povrnjena, če bi se zakon končal, in obljubljena so ji bila obsežna posestva na Portugalskem za njeno uporabo v zameno za doto. Se bi podedovala po smrti svoje tašče, Donne Luise de Guzmão. Medtem pa bi prejemala letno podporo portugalske vlade za vzdrževanje svojega gospodinjstva v Lizboni. Ko je bilo to dogovorjeno, je bila v La Rochelu 27. junija 1666. leta opravljena poroka po pooblaščencu. Marija je nato odplula na Portugalsko in prispela v Junqueiro 9. avgusta 1666. leta.
Sprejel jo je grof Castello Mellior in jo pospremil v palačo Alcantara, kjer sta jo čakala kralj Afonso VI in kraljevi dvor. Par se je kasneje tistega dne poročil v cerkvi flamskega samostana v mestu. Marija je bila stara 20 let, medtem ko je bil Afonso star 23 let. Sodobni zapisi so omenjali lepoto mlade kraljice, vendar je po nekaterih virih kralj nenadoma zapustil svojo nevesto med poročnim slavjem, kar je bil zlovešč znak, da je bila ta kraljeva poroka v težavah že od samega začetka. Marija je komaj prispela na Portugalsko, ko je ugotovila, da je stopila v svet, ki je bil popolnoma drugačen od življenja, ki ga je pustila za seboj v Franciji. A največji šok ni bila sama država. To je bil moški, s katerim se je pravkar poročila. Za krono se je skrivalo kraljestvo, ki je že tonilo v politični kaos, s frakcijami, ki so se borile za oblast okoli kralja, za katerega so mnogi verjeli, da ni sposoben vladati. Afonso VI je bil zaradi hude otroške bolezni fizično prizadet. Sodobniki pa so ga pogosto opisovali kot impulzivnega, nestanovitnega in neprimernega za prestol. Tudi potem, ko je dosegel polnoletnost, je njegova mati več let vladala kot regentka, ker je toliko ljudi dvomilo v njegovo sposobnost vladanja. Poleg slabega zdravja nekateri viri trdijo, da je imel raje družbo surovih pajdašev, dneve preživljal v razposajenih igrah, noči pa preživljal na ulicah Lizbone, kjer je veliko pil in strašil prebivalce mesta. Ne samo to, zanemarjal je tudi svoje dolžnosti kot monarh. To je bilo še posebej problematično, saj je Portugalska kot država nazadovala, Nizozemci pa so jih v mnogih delih Azije in Afrike prehitevali kot kolonialna sila. Glede na to se je do Marijinega prihoda v kraljestvo že oblikovala frakcija, ki je nasprotovala vsemogočnemu dvornemu ljubljencu, grofu Castello Mellorju, ki je imel ogromen vpliv na Afonsa. Ta nasprotna frakcija se je zbirala okoli kraljevega lastnega brata Pedra. Marija je bila kmalu ujeta v to spletkarjenje. Prav oni so si prizadevali za francosko poroko, v nasprotju s Castello Mellorjem, ki je dajal prednost močnemu zavezništvu z Anglijo. Dvorne spletke so postale še bolj zapletene, ko je kraljica, ki se je sprva dobro razumela s Castellom Mellorjem, želela se udeleževati sej državnega sveta, kot je to pred njo počela že njena tašča. Ko se je grof uprl, se je začela povezovati z nasprotno frakcijo, ki se je oblikovala okoli Pedra. Politika pa morda ni bila edina stvar, ki jo je povezovala. Kasnejši zapisi trdijo, da se je, ko se je Marijin zakon z Afonsom začel razpadati, zaljubila v njegovega mlajšega brata Pedra. Kontrast med bratoma je bil osupljiv. Pedro je bil postaven, karizmatičen in sposoben, medtem ko je bil Afonso telesno prizadet in intelektualno omejen. Toda ali so ti zapisi resnični ali olepšani, ostaja negotovo. Jasno pa je, da je Castello Mellior začel gledati na kraljico in infanta kot na nevarno zavezništvo, ker se je bal, da bi lahko uničila njegov vpliv, ali pa je morda vedel za skrivnosti, ki bi jih lahko najprej uničile, sta obe strani začeli spletkariti druga proti drugi. In tako se je kmalu pojavila zarota za odstranitev Castella Melliorja, ki jo je oddaleč spodbujal francoski kralj Ludvik XIV, saj je želel spodkopati anglo-portugalsko zavezništvo, katerega glavni podpornik na dvoru je bil prav Castello Mellior. Marijina nadaljnja dejanja so bila preračunana politična stava. Jasno je dala vedeti, da je nezadovoljna s svojo zakonsko zvezo in trdila, da Afonso, ki je trpel za obliko hemiplegije, torej ohromelostjo ene strani telesa, ni mogel spolno izpolniti zakona. To je storila kljub prejšnjim trditvam, da verjame, da je noseča, s čimer je ustvarila očitno protislovje. Kako bi lahko mislila, da je noseča, hkrati pa trdila, da zakon ni bil nikoli spolno izpolnjen? To nesrečno vprašanje nikoli ni bilo rešeno in je bilo kasneje prezrto. Ne glede na to protislovje, je to bil razlog za Marijino zahtevo za razveljavitev zakona in začela je trditi, da bo vzela svojo veliko doto in se vrnila v Francijo. Ali je bila v tistem času že v ljubezenski zvezi s Pedrom, ostaja predmet razprave. Jasno pa je, da je septembra leta 1667 dvorski udar strl Afonsovo vladavino. Castello Mellior je pobegnil v izgnanstvo v Anglijo, medtem ko je Pedro prevzel nadzor nad vlado. Afonso je ostal kralj le še po imenu. Naslednje leto pa so ga poslali v prisilno osamitev na otok Terceira na Azorih. Oropan vse prave oblasti je preživel leta pod stražo, medtem ko je Pedro vladal Portugalski kot princ regent. Čeprav je imel oblast od leta 1667, Pedro uradno ni postal kralj še naslednjih 16 let.
Dne 24. marca 1668 je Marija dobila razveljavitev zakona na podlagi Afonzove trajne impotence, ki jo je cerkev razglasila za neozdravljivo in zato dovolj razlog za razveljavitev zakona. To je bila ponižujoča javna sodba proti kralju. A še večji škandal je bil še pred vrati. Le nekaj dni kasneje se je Marija poročila s svojim nekdanjim svakom, Domom Pedrom, moškim, ki je zdaj vsem razen po imenu vladal Portugalski. Čez noč je nekdanja kraljica postala žena novega, pravega vladarja kraljestva, s čimer je zapečatila eno najbolj izjemnih in spornih kraljevskih zvez v evropski zgodovini. Razlog, zakaj ni jasno, ali je bila Marija v romantičnem razmerju s Pedrom že pred državnim udarom leta 1667, je v kasnejših dogodkih. Marija je še naprej izražala željo, da bi zapustila Portugalsko svojo doto in se vrnila domov v Francijo, tudi potem, ko je Pedro prevzel oblast. V nasprotju z njenimi željami se zdi, da je nova vlada nanjo morda pritiskala, naj ostane in se po razveljavitvi zakona poročila s Pedrom. To je bilo zato, da bi vlada obdržala njeno doto v času finančne stiske na Portugalskem, hkrati pa bi nova vlada s tem ohranila nekatere kraljevske povezave s Francijo in Savojo. Zaradi tega se je 2. aprila 1668, le 9 dni po razveljavitvi zakona, Marija poročila s Pedrom. Nekdanja kraljica je skoraj takoj zanosila in 6. januarja 1669 rodila hčerko, Izabelo Luizo Josefo, ki je bil francoski kralj Ludvik XIV boter v odsotnosti. Kljub dejanskemu odstavitvi kralja je bilo to še vedno politično negotovo obdobje, v katerem je rojstvo zelo pomagalo Mariji in Pedru v zgodnjih letih njune vladavine. Kot omenjeno, je bil Afonso zapornik, vendar je bila Pedrujeva pravica do vladanja kot regent vseeno na trhlih temeljih. S tem, ko je imel otroka, je lahko Pedro pokazal na morebitnega naslednika, če bi nekega dne postal kralj. Medtem ko so govorice o Afonsovi impotenci pomenile, da tudi če bi ga izpustili in mu dovolili ponovno poroko, ne bi imel svojih otrok. Mladi Izabel pa bi bila njun edini otrok. Marija je nato ponovno zanosila leta 1670, vendar je decembra doživela spontani splav, potem ko je nepremišljeno potovala, da bi se soočila z možem zaradi domnevne afere, medtem ko je bila močno noseča. Nejto ni mogla več zanositi. Večji del preostanka Marijinega življenja se je vrtel okoli vzgoje njene hčerke in pogovorov o tem, koga bi se lahko nekoč poročila. Čeprav se je ironično, kljub kar 17 različnim snubcem skozi leta, nikoli ni poročila z nikome. Pogajanja v času Marijinega življenja so se osredotočala na možnost, da bi jo poročili s plemiči, kot sta bila vojvoda Anžujski v Franciji ali princ Parmski v Italiji. Razmišljali so tudi o nemških kandidatih iz vojvodskih hiš Bavarske in Neuburga. Na koncu so se načrti začeli osredotočati na to, da bi jo poročili z njenim savojskim ratrancem Viktorjem Amadejem II., vojvodo Savoje. Po zapletenih pogajanjih je marca 1681 potekala zaročna slovesnost. Vendar so se v zadnjem trenutku pogajanja sesula, saj je vlada Savoje postala previdna zaradi možnosti, da bi moral vojvoda oditi živeti v Lizbono, kar bi lahko dolgoročno pomenilo podreditev vojvodine Savoje portugalski kroni. Tako je Izabela na koncu ostala neporočena in je postala znana kot večna zaročenka. Poroka s Savojo ni bila Marijina edina velik politični projekt. Med letoma 1672 in 1674 je na primer delovala proti španskemu odporu, da bi dosegla papeško priznanje svojega drugega moža kot vladarja Portugalske. To je bilo zapleteno diplomatsko vprašanje, saj je Španija vladala Portugalski nekaj več kot 60 let, med 80 leti 15. stoletja in 40 leti 17. stoletja. Obenem pa je še vedno gojila ambicije, da bi nekega dne Portugalsko ponovno osvojila. Potencialno priznanje Pedra kot regenta Portugalske in bodočega kralja strani Rima bi lahko oslabilo ta španski zahtevek. Marijina zadnja leta je zasenčila bolezen, ki je nazadnje vzela življenje. Mnogi zgodovinarji menijo, da je trpela za sifilisom, morda prirojenim, čeprav njegov točen izvor ostaja negotov. Nekateri sovražno nastrojeni sodobniki so namesto tega trdili, da jo je okužil Dom Pedro, bolezen pa so prikazovali kot božjo kazen za njeno poroko z nekdanjim svakom. Kakakoli že, njeno zdravje se je skozi 70. leta 17. stoletja vztrajno slabšalo, preden se je v zgodnjih 80. letih 17. stoletja močno poslabšalo. Medtem se je Afonso vrnil na Portugalsko. Leta zapora so še dodatno oslabila njegovo zdravje in od leta 1675 je živel pod stražo v palači Sintra,
kjer je umrl zaradi kapi 12. septembra 1683 leta, star 40 let. Za Afonsojevo smrtjo je bil Dom Pedro končno razglašen za kralja Pedra II. In drugič ter zadnjič v svojem življenju je Marija postala portugalska kraljica soproga. Kljub temu je bilo Marijino drugo obdobje kot kraljica še krajše od prvega. Do zdaj so poročali, da je postala izjemno suha in bolna. Umrla je le 3 mesece kasneje, 27. decembra 1683, stara 37 let. Položili so jo k počitku v samostanu Santo Crucifixo. Njene posmrtne ostanke so od tam izkopali in pokopali v kraljevski kripti v Salve Santa del Fora v Lizboni leta 1912, skupaj z obema možema, potem ko je bil samostan porušen. Edini otrok Maraje Franciske, Izabela Luiza, je umrla neporočena leta 1690, stara komaj 21 let, s čimer se je končala neposredna linija njene matere. 3 leta po smrti Marije Franciske, leta 1687, se je Peter poročil z Marijo Sofijo Neuburško in njuni številni otroci so zagotovili nasledstvo. Ko je Peter umrl star 58 let, leta 1706, je njegov sin, Janez V., podedoval portugalski prestol. Kljub preobratom v njenem izjemnem življenju je Marija Franciska zapustila zapuščino, kakršne ni pustila nobena druga. Ostaja edina ženska v portugalski zgodovini, ki je bila okronana za kraljico kot žena 2 različnih kraljev. In izjemno, ena redkih znanih žensk v zgodovini, ki se je poročila z 2 bratoma, ki sta oba postala kralja. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Mariji Franciski Savojki. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju. In če želite več vsebin o kraljevih družinah ali portugalski kraljevi družini, mi to prav tako napišite v komentarje spodaj. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljeno obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih objavim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.